tradicionalni prireditvi Dobova se predstavi. So otvorili dobovski rogisti. Ustanovljeni so bili leta 1993 na pobudo lovske družine Dobova. V letu 2018 so obeležili 25. obletnico delovanja. Kljub temu, da se je zasedba v vseh teh letih kar nekajkrat spremenila, je bistveno to, da je sestav ostaja in da se vodja rogistov Robi potrudi, da pridobi vsako leto skoraj novega člana. Njihova zvrst glasbe je specifična, zato so njihovi nastopi pretežno povezani z lovskimi prireditvami, kot je srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, kljub temu pa radi nastopajo tudi na drugih prireditvah. Predsednico Turističnega društva Dobova, Branko Strgar, da spregovori nekaj besed v imenu organizatorja. Spoštovani, spoštovane, prisrčen pozdrav v imenu Turističnega društva vsem nocoj zbranim, tako nastopajočim, gospe podžupani, kakor tudi vsem vam, ki ste se zbrali na nocojšnji prireditvi. Za nocojšnji večer sem pripravila kratek povzetek aktivnosti Turističnega društva Dobova v lanskem in letošnjem letu, saj sem prepričana, da je prav, da slišite o njih in da vas seznanim, da društvo deluje kljub omejitvam. Natanko 2 leti je od zadnje organizacije prireditve Dobova se predstavi, saj smo se v lanskem letu srečali z novim virusom COVID-19, ki je preprečil organizacijo prireditev. Tudi današnja poteka pod posebnimi pogoji, saj moramo izpolnjevati PCT pogoje, nositi maske, razkuževati roke in tudi število udeležencev je omejeno. Virus in ostale bolezni pa so tudi danes preprečile sodelovanje na prireditvi mešanemu pevskemu zboru Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova in folklorni skupini Društva upokojencev Brežice. Se opravičujejo. V Turističnem društvu Dobova nismo mirovali ne v lanskem in tudi ne v letošnjem letu. Samo prilagodili smo se spremenjenemu načinu življenja. Mednarodni pustni karneval Fasching Dobova 2020 smo uspešno zaključili, potem pa skozi leto delali le tisto, kar je bilo dovoljeno. Ustvarjalne delavnice so imeli otroci doma, smo pa jim strani društva priskrbeli material za ustvarjanje. Tudi 50-letnice delovanja Turističnega društva Dobova nismo obeležili s praznovanjem, temveč je bila postavljena le razstava o dejavnosti društva, ki je še vedno na ogled v prvem nadstropju. V upanju, da bo v letu 2021 drugače, smo se poslovili od leta 2020 in načrtovali aktivnosti za to leto. Kmalu nam je bilo jasno, da z velikim mednarodnim pustnim karnevalom ne bo nič, da pa kljub temu nekaj lahko storimo. Zato smo v pustnem času izdelovali maske in trne, simbolično prevzeli oblast na občini Brežice, na karnevalsko vzdušje so spominjale zastavice in raznobarvni trakovi na kandelabrih javne razsvetljave v Dobovi, na pustni torek so otroci v Ločah kosili, orali in imeli pustno svatbo. Tudi obrški prutarji so obiskali domačije na Velikem Obrežju. Strani sekcije Fasching se je na dan, ko bi morali zaključiti s mednarodnim pustnim karnevalom, v
v Ločah snemal etnografski film o Kosti Horačih in pustni svadbi. Župan pa je prejel nazaj občinski ključ. V spomladanskem času smo spodbujali k čistilnim akcijam ter vsem namenili sadike cvetja za zasaditev javnih površin, okolice gasilskih domov in obeležij. Urejenost vasi pa ocenili v začetku junija in podelili 2 priznanji, in sicer v kategorijah manjše in kategorija večje vasi na svečani seji ob krajevnem prazniku. 1. in 2. julija je potekal prvi poletni tabor na temo ustvarjanja v prostem času. Projekt je bil obsežno zastavljen, prisotnih je bilo 25 otrok in vsak si je o pomoči mentoric izdelal lutko iz cunj, z barvami za tekstil porisal majico, animatorke Nina, Pina in Zala so zanje pripravile družabne igre in jih učile plesnih korakov, ki so jih odplesali staršem, ko so prišli ponje. Na kulinarični delavnici so pekli palačinke in mini pice. Animatorke so skupaj z udeleženci pripravile tudi priložnost razstavo izdelkov. 8. julija smo sodelovali na oddaji televizije Slovenija Dobro jutro z direktnim prenosom iz gradu Brežice in zunanjih površin pred vstopom v Viteško dvorano. Predstavili smo etnografsko pustno masko Kosec, 2 predstavnici Šola zdravja sta se pomirili v oblačenju oblek Kosca in hitrejše prejela darilni bon podjetja Sanolabor. 25. septembra je bila organizirana prireditev Kulinarični izzivi. S sodelovanjem 7 ekip, ki so pripravile raznovrstne jedi in obiskom prireditve smo bili zadovoljni. V mesecu septembru smo se člani turističnega društva Dobova udeležili srečanja obvodnih krajev na Mostu na Soči in strokovne ekskurzije po Posavju. Ob svetovnem dnevu turizma je v organizaciji OTZ Brežica potekala prireditev, kjer so se podelila letošnja občinska priznanja v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna. Dobova in Mali Obrež sta prejeli priznanje za 2. mesto, in sicer Dobova v kategoriji krajevna središča, Mali Obrež pa v kategoriji vasi. 16. oktobra je ekipa Obrških prutarjev zastopala turistično društvo na tradicionalnem kuhanju županovega golaža na ploščadi pri hidroelektrarni Brežice. In današnja prireditev ni zadnji dogodek letošnjega leta v organizaciji turističnega društva Dobova. V mesecu novembru nas čaka še odkritje klopcev diha na slepem železniškem tiru, ki je sofinancirana iz javnega razpisa Inovativni turistični projekti. Ker vemo, da je Sveti Martin poimenovan tudi kot jesenski pust, bo v organizaciji sekcije Fašing v tem času premierno predvajan film o Kosti Horačih in pustni svadbi. December bomo zaključili z načrtovanjem aktivnosti za leto 2022 in upanjem, da se virus končno umakne. Najlepša hvala za zelo izčrpno predstavitev delovanja društva. Sedaj pa na oder vabim Dobovska dekleta, katera zagotovo vsak izmed vas v dvorani zelo dobro pozna. To je vokalna skupina Arija, ki jo sestavljajo dekleta, sopranistki Sara Tomič in Anja Bogovič, mezosopranistka in vodja Katja Bogovič ter altistki Ela Urek in Anja Tomšek. O ljubezni pesem sliši se kot star refren in še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana, ti prijazna moja lepa rožica. Veš, le za te tole melodijo bom zapel, Boža tvoja lica in za roko te prijel. Ko da ti ljubezen pijem iz oči, sebi čutim žal pomladnih dni. Deklica, tako te rad imam, da življenje te ne
Jaz lepše ne poznam, moj drhteči cvet, moj kraj najlepši sam. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando. Ki se nam bo predstavila v naslednjih minutah, deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič od leta 2003 na pobudo takratnega predsednika društva, gospoda Branka Bogoviča. Pojejo ljudske pesmi, tako kot se je včasih pelo na vasu, na delu na polju, ob žetvi ali spravilu pridelkov. Pravijo tudi, da tako so peli fantje ob večerih pod oknom deklet, ob odhodu vojakom in podobnih dogodkih. Na jesen že prihaja, pod dolinca slanca pada, čas se mi poželiti, pa nimam zbrane še ljubice. Čas se mi poželiti, pa nimam zbrane še ljubice. Eno som imamca zbrali, pa som jo drugi fantje vzeli. Kam se čem siroma podat, al drugo dekle si izbral. Polje in česte travnike, prav gladke so steze do moje ljubice. Pa na vas, na vas, na vas, pa na vas, na vas, na vas, pa na vas, moj ljubci vas, pa na vas, na vas, na vas, pa na vas, moj ljubci vas. Ko psi zalajajo po celvi vas na glas, ljudem nastavljajo, da grem svoj ljubci vas.
različnih pevcih, umetnikih, hrani, fašjenku in godbi. Ja, tudi mažoretke predstavljajo edinstvenost tega kraja. Mažoretke v Dobovi delujejo že več kot 20 let, od tega pa teče 5. leto, odkar delujejo kot samostojno športno-kulturno društvo. Pohvalijo pa se lahko številnimi nastopi na domačih in tujih tleh. Obiskale so že Francijo, Češko, Avstrijo, Italijo, Srbijo, Makedonijo in Španijo, ter seveda tudi sosednjo Hrvaško. Pohvalijo se lahko z naslovi državnih in evropskih prvakinj v več kategorijah. Punce odlikuje zagnanost, dobra volja in veselje do mažoretne dejavnosti. Sedaj pa na oder vabim današnjo predstavnico občine Brežice, podžupanjo gospo Milo Lebec, da tudi ona pozdravi v imenu občine. Izvolite. Spoštovane Dobovčanke, spoštovani Dobovčani, dragi gostje, prisrčno pozdravljeni tudi v mojem imenu ter v imenu občine Brežice. Dovolite mi, da najprej opravičim našega župana, gospoda Ivana Molana, ki je danes žal zadržan zaradi drugih obveznosti. Vas pa vse skupaj prav lepo pozdravlja ter vam želi prijeten večer. Leto 2020 je naše življenje zasukalo in obrnilo na glavo. Oškodovalo nas je za veliko prireditev, srečanj in novih poznanstev. Naše družabno življenje je kar naenkrat ugasnilo. Ravno zato smo vse stavili na letošnje leto, ki se tudi počasi že približuje k koncu. Spoznali smo, koliko nam pomenijo človeški stiki, prijateljstva, druženja in nenazadnje tudi stiski rok. Ob koncu leta lahko ugotovimo, da se nam je, ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov, po vsebini vendar uspelo približati letu pred nepovabljeno epidemijo. Številčno se dogodkov prav gotovo ni zvrstilo toliko, so bili pa ti težko pričakovani in toliko bolj želeni. Zahvala za to, da smo se občani lahko zopet malo razveselili in podružili, gre predvsem vam, članom društva in nastopajočim, ki skrbite za kulturno razvajanje v naši občini. Vsak posameznik, ki je kadarkoli aktivno sodeloval v kakšnem društvu, dobro ve, da prostovoljna vloga zahteva veliko truda, predanosti ter terja veliko odrekanja za voljo skupne javne koristi. Zato na tem mestu hvala vsem vam, ki vam je mar, da družabnost nikoli ne ugasne.
Občina Brežice prepoznava in zelo ceni vaš trud, zato se vam po svojih finančnih zmožnostih vedno trudimo priti nasproti. Tako s sofinanciranjem za delovanje vašega društva, kot v izmenjavi dobrih praks in izkušenj. Vesela sem, da ste se tradicionalno s prireditvijo tudi letos pridružili programu, s katerim v občini obeležujemo praznik naše občine. Zato dovolite, da vam vsem skupaj izrečemo k tem čestitke in vam zaželim prijetno praznovanje ter današnje druženje. Mesec oktober pa ni bogat samo v pisani paleti barv in številu toplih in sončnih dni, temveč je prepleten s pomembnimi dogodki, spominskimi dnevi in prazniki, kot je tudi v svojem nagovoru omenila podžupanja občine Brežice, gospa Mila Levec. Tudi pevke skupine UP so se začele kot vokalna skupina družiti ravno oktobra pred 6 leti. Ko so razmišljale o imenu, ki bi ustrezalo njihovim letom, so si bile kaj hitro edine, da ne želijo prepevati samo zase, ampak želijo se predstaviti občinstvu v upanju, da bo to čim večkrat in čim lepše. Njihov izbor pesmi je pisan. Zelo rade posežejo po melodijah svoje mladosti, prednost pa dajejo ljudski pesmi. Lepšega časa ni, kot pomlad je zelena, lepšega kraja ni, kot je vas, kjer živim. Gora zeleni, ptica zapoje, lepšega časa ni, kot zelena pomlad. Kadar se zvečeri, se naslonim na okno, češnja pomladno noč, kako šopki cvetov. Sanjam potem so noč od cvetočih drevesi, sanjam o njem, ki bo pod oknom zapel. In vse dolge ure jesenske, zmeraj naj bo tvoj šopek rož pred menoj. Se veseliš, smejejo tvoje se rože, žalosten si, to mi šepečejo rože. Saj treba ni niti besed, niti pisem. Rože samo, rože mi vse povedo.
seveda tudi vsem vam, ki ste se odločili današnji večer preživeti v naši družbi. Najlepša hvala tudi gospe Zdenki za zelo domiselno okrasitev odra. Sedaj pa v dvorano vabim čisto prave čarovnice. Dobila sem informacijo, da so malo prej priletele pred dvorano in želijo popestriti današnji večer. Vse vas pa še opozarjam, da ob odhodu domov ne pozabite spiti čarobnega bučnega napitka. Tako da, čarovnice, izvolite, vam pa želim prijeten večer še naprej.